Papež Frančišek je med jutranjo mašo, ki jo je daroval v kapeli doma Svete Marte, spodbudil, naj se zavedamo, da smo slabotni in ranljivi, da smo grešniki. Samo moč Boga rešuje in ozdravlja, nihče med nami ne more rešiti samega sebe. Da bi bili rešeni, potrebujemo moč Boga. Homilija je slonela na berilu iz drugega pisma svetega Pavla Korinčanom, kjer apostol govori o Kristusovi skrivnosti in pravi, ta zaklad pa imamo v glinastih posodah. Vse poziva naj se zavedajo, da so glina, torej slabotni, grešniki. Brez Božje moči ne moremo iti naprej, je dejal sveti oče. Ta Kristusov zaklad nosimo v svoji slabotnosti, mi smo namreč iz gline. Kajti moč Boga, sila Boga je tista, ki rešuje, ki zdravi, ki postavlja na noge. To je stvarnost naše ranljivosti. Papež je takole pojasnil. Vsi mi smo ranljivi, krhki, slabotni in potrebujemo ozdravitev. On, Pavel, takole pravi. Smo trpinčeni, smo utesnjeni, smo tepeni kot izraz naše slabotnosti, Pavlove slabotnosti, izraz gline. To je naša ranljivost in ena od najtežjih stvari v življenju je priznati lastno ranljivost. Včasih hočemo to ranljivost prikriti, da se ne bi videla, ali pa jo zamaskirati, da se ne bi videla, ali pa jo zatajiti. Sam Pavel na začetku tega poglavja pravi, kar je zaradi sramote skrito. Skrivanje je vedno sramotno. To so hinavščine. Vedno obstaja ta odnos med glino in močjo, med glino in zakladom, je pripomnil sveti oče. Mi imamo zaklad v glinastih posodah, a skušnjava je vedno ista. Prikriti, zatajiti, ne verjeti, da smo glina. To je ta hinavščina v odnosu do nas samih. Papež Frančišek je izpostavil, da nas apostol Pavel s tem načinom razmišljanja, razpravljanja, pridiganja Božje besede vodi v dialog med zakladom in glino. To je dialog, v katerega moramo neprestano vstopati, da bi bili iskreni.